Zoran Predin na drugi strani telefonske linije. Zoran, zdravo. Zdravo, lep pozdrav vsem. Kot spremljam tvoje glasbene poti v zadnjem času, vidim, da se veliko potepaš po državah nekdanje Jugoslavije, v različnih zasedbah seveda. Ja, res je, v moji situaciji, ko si več kot 40 let na sceni, ko več nisi generacijski idol in vsako desetletje prinaša neke nove glasbene trende, moraš pač delati veliko različnih stvari, da kdorkoli te pokliče, da vsakemu lahko nekaj ponudiš. Samo na tak način se da živeti od glasbe. In moja sreča je pa v tem, da sem znan še iz 80-ih tudi v vseh državah bivše Jugoslavije in s tem se mi tržišče podeseteri. In me pa s tem prisili tudi v to, da postanem dvojezičen najmanj, če ne trojezičen. In to pa prinaša potem s sabo več truda, več dela, ampak je tudi več nagrad. Lačni Franc se je dokončno poslovil ali še kaj miga? Ja, to je bila ena taka čista zavestna odločitev, da to speljemo, dokler smo še, kako bi rekel, v najboljši formi in da se poslovimo na nivoju. To nam je tudi uspelo. S eno serijo koncertov lansko leto, zadnja dva sta bila v Zagrebu, za Silvestrovo smo se potem poslovili od tega brenda in od te fantastične zgodbe, ki je trajala toliko časa. In potem smo vsi imeli cmok v grlu in tako dalje. Ampak rekli smo si, da bomo si vzeli nekaj časa, mogoče bomo kdaj kasneje kaj počeli spet skupaj pod nekim drugim imenom. Zaenkrat pa se je vsak posvetil svojemu delu. Tine, kitarist, dela magisterij. Luka Bobnar se je redno zaposlil in tudi ostala dva, Boštjan in Anej, sta v svojih rednih službah zelo uspešna, tako da mislim, da je bilo kar na mestu, da smo se tako odločili. Je pa zato sedaj zopet v ospredju Kant, avtorska pot, in tukaj je Moja prva molitev. Ja, ta pesem je tipična posledica tega, da ko smo imeli te poslovilne koncerte, sem se nehote vedno vračal nazaj v 80-ta, v svojo mladost, v začetke, ko sem imel tudi jaz 20 let. In moram priznati, da so to bili vseeno tudi objektivno lepi časi. Časi, ki so se sicer končevali sorazmerno dolgo obdobje nekega relativnega miru in potem sem s najmlajšim sinom Črtom, ki bo letos napolnil 20 let, nekako začutil, da me je strah, kako bo on preživel svojo mladost v času rožljanja z grožnjami o nuklearnem orožju, o vojnah, o norcih, ki so spet dobili moč in tako naprej. In je v bistvu ta pesem prilezla iz mene kar sama od sebe. Bi lahko rekli, da je to neke vrste medgeneracijska pesem? Jaz mislim, da je medgeneracijska v smislu vseh staršev in pa seveda v smislu vseh otrok, ki jim je v bistvu namenjena ta molitev v prenesenem pomenu, da jim polagam na srce, da se nihče naj ne gre heroja, naj rajše pazi nase. In da jim pač želim, da si svoje življenja napolnijo z lepimi barvami in da živijo vsaj tak, kot sem tudi sam, ko sem bil mlad. To je, se mi zdi, tako ena univerzalna zadeva, vsakemu razumljiva. Je pa tudi video naredil tvoj sin Črt, tako da tudi tukaj gre za dve generacije. Ja, nekako sva se pogovarjala. On se odloča za študij montaže in trenutno tudi že dela na RTV-ju v TV Dnevniku, ga lahko včasih vidite, ga napišejo, ko kaj zmontira. In sva se malo pogovarjala, kaj in kako, in potem bi rekel, ti si izmisli, jaz bom pa zmontiral. In jaz sem pol predlagal, da uporabiva te risbice, in se je strinjal in v rekordno kratkem času napravil ta lirik video. Jaz sem hotel, da postane enostavn, da ne povozi muzike. In zdi se mi, da je tak
kako rekel, takšna vrsta sentimentalnosti nekaj, kar blagodejno vpliva zdaj, ko se zbirajo črni oblaki. Zoran, je moja prva molitev tudi najava česa večjega? Ja, več različnih stvari počnem zdaj. Danes sem v enem intervjuju za en portal Buka omenil tem, da smo z lačnimi Franciji bili ena prekooceanka, ki nam tudi eno razburkano morje novih stilov in novih časov ni prišlo do živega. No, zdaj smo to preko oceanko zapustili in zdaj sem spet v enem malem čovnu in bom moral si tako ladjo šele zaslužiti. To pomeni, da sem ustanovil en nov trio z enimi odličnimi zagrebškimi muzikanti in bom naredil en tak lep program, malo, kako bi rekel, namenjen sedeči publiki, ene šansone s malo bolj zahtevnimi teksti. Skupino Šukar ravno kar se pripravljamo na snemanje enega novega komada in enega video spota, ker bi rad napravil neke vrste Mental Bombo 2 in seveda iskanje teh nekih stvari, ki jih še nisem počel v svoji glasbeni karieri, me je pač pripeljalo do te misli, da z različnimi singli nekako zakoličim naslednjo 5-letko, tako kot bi rekli v starih časih. Ja, prva stvar, ki bo zdaj ugledala luč sveta, je album Častni krog, počasni krug, ki sem ga posnel pred 3 leti s Zagrebško filharmonijo. En dan preden so zaprli in prepovedali vse koncerte za 3 leta v Zagrebški dvorani Vatroslav Lisinski, sem si uresničene sanje, da slišim, kako se moje kantavtorske melodije, kako zvenijo, če jih izvaja simfonični orkester. In moram priznati, da je super ratalo, da so vsi počasni komadi dobili eno tako svečano, res lepo formo. Vsi hitri so pa postali osladni, tako kot ene čudne popevke iz starih časov. Sam nastop z njimi ni enostaven, ker vsi gledajo v note in ti moraš paziti na vsaki takt. Če enega spustiš, si izvoriti. Tako da bi hotel skočiti na vlak tam, kjer ni vrat. Tako da jaz mislim, da sem 1,5 kilo shujšal na tistem koncertu. Je pa fajn, ker se fajn sliši. Danilo Ženko, moj prijatelj iz starih časov, ima studio Basement v Mariboru in tam smo te posnetke uredili in obdelali tako, da so danes res za poslušati. No in LP bo nekje v naslednjih 2 mesecih narejen. Bo pa sedaj v našem etru tvoja ta nova in sicer bo to moja prva molitev, zato Zoran, boš jo na kratko zmolil? Ja, jaz sem iskal besedo, kako naj to imenujem, ne? In ko me ljudje vprašajo, jaz sem seveda ateist, ampak ko me vprašajo, če sem čisto vsak trenutek v svojem življenju ateist in potem priznam, da se mogoče malo spremenim 10.000 metrov nad zemljo v avionu, ko se ga začne malo pajtlati, in pa če kakšen od otrok zboli in ima visoko vročino, v tistih trenutkih se nekako obračam nekim višjim silam s prošnjo, naj mi pomagajo. No, približno takšen je čutek strahu za budočnost lastnih otrok in vnukov, zato sem dal pač naslov molitev. Potem sem prekontroliral in sem videl, da je kar nekaj pesmi z naslovom molitev že obstaja, zato sem ga potem dal, da je to moja prva molitev in zaenkrat edina in upam, da jih ne bom potreboval več. Moje ime je Zoran Predin, vi poslušate oddajo Radioaktivno. Strah me je, sine, težke besede, strumne parade, iztegnjenih rok, ker črne pastirje in njihove črede dobro poznam. Oni verjamejo svojim brevirjem za čast in slavo, korakajo v boj, zapahni vrata
novim kurirjem. Sine moj, pazi na se, najslavo heroji, shranio za se. Naj te toplo srce greje, naj te polna roka hrani, naj te dobra volja čuva, naj te čista duša brani. Napolni si dom z nežno dobroto, ostani svoboden, srečen in svoj. Naj te vsak dan poboža z lepoto, sine moj. Pazi na se, naj slavo heroji shranijo zase. Naj te toplo srce greje, naj te polna roka hrani, naj te dobra volja čuva, naj te čista duša brani, naj te toplo srce greje.